Živjo otroci, jaz sem Peter, tole pa sta Ema in Val. Danes vam bom prebral pravljico, ki jo je napisal Stefan Geml, ilustrirala pa jo je Marie-José Sacre. Nekoč je bila mala miška, doma jo kličejo Nili, teka po gozdu in si veselo popeva. Vse povsod stika in brska, da bi našla kaj takega, kar bi ji krajšalo čas. Nenadoma uzre na tleh drobceno knjigo pravljic. Nili zaigra srce od veselja, saj ima pravljice najraje. Presrečna si ogleduje knjigo od vseh strani, tako jo bo prebrala. Nemudoma odhiti domov v duplino družine Miškovih. Sede v svoj najljubši kot, položi knjigo na krilo in začne brati. Nekoč je bila, naprej pa ne more. Njeni bratci zganjajo tak hrup, da še enega stavka ne more v miru prebrati. Kaj se ne morete igrati zunaj, jih vpraša, a je sploh ne slišijo, tako so glasni. Nili plane na noge in jih drugega za drugim napodi iz dupline. Končno ima mir in lahko bere. Nekoč je bila, a spet ni miru. Mama miš pripravlja orehe za večerjo, vsakič, ko stre lupino, kar treskne po celi duplini. Tu pač ne bom imela miru, zavzdihne in zastoka in zapre knjigo. Mogoče bom imela v gozdu več sreče, pomisli, stisne knjigo pod pazduho in odhiti ven. Nedaleč od njihovega doma stoji velik hrast. Nili sede v njegovo prijazno senco, odpre knjigo in začne brati. Nekoč je bila, pa ji že zabobni po ušesih. Žolna s svojim kljunom potrkava po deblu in dela tok, 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 tok. Kaj takega, se huduje mala miška, pograbi knjigo in se ogorčena odpravi naprej. Pride do brloga starega jazbeca, pokuka skozi okno in si misli, jazbec spi podnevi. Gotovo ga ne bi motilo, če bi posedela pri njem in malo brala. Brž smukne v njegovo jazbino. Jazbec spi zares trdno. Bolj mirnega kotička ne bi mogla najti, pomisli Nili in tiho odpre knjigo, da bi začela brati od začetka. Takrat pa jazbec, ki spi kot jazbec, na ves glas zadrnjoha. Drnjoha, da s silnim smrčanjem para Nili na ušesa. Razočarana zmaje z glavo. Ne, tudi tukaj ne bo mogla brati. Slabe volje se potika po gozdu in še bolj odločno se oklepa knjige, toda kamorkoli pride, nikjer ni pravega miru. Na lepem se pred njo odpre sončna jasa. Vse je mirno in spokojno. Napne ušesa in posluša. Nikjer nobene žolne, nobenih miši in tudi nobenega drnjohača. Nili poskoči srce od veselja, sede na tla in začne. Nekoč je bila, pa že prižvižga mimo po tepuški veter in ji začne obračati strani. Nili polista nazaj do prve strani, veter pa za cel šop listov naprej. Nili nazaj, veter naprej in tako naprej. Nili skoči na noge, zares je togotna. Le kje v tem gozdu bom lahko v miru brala, na ves glas zavpije. Prav zares, čisto po pravici se lahko pritožuje. In spet se odpravi drugam, nekje vendar mora najti kak miren kotiček. Tako nazadnje dospe do mirnega zatišnega gozdnega jezera. Na bregu se skrije za velikim kamnom, odpre knjigo in na lepem se začne žabji popoldanski koncert.
Cel zbor žab kvaka in rega in tekmuje, kdo bo glasnejši. Gromozanski hrup. Nili bi skoraj obupala, po glavi ji buta in treska in kvaka. Ne, gozd je prehrupen za malo miško, ki bi rada čisto malo v miru brala. Le malo je manjkalo, da bi Nili odnehala in odložila knjigo. Tedaj pa se domisli. Pravljice imajo vendar vsi radi in kolikor le more, urno steče k Jazbecu. Teče do Žolne in domov k Miškovim. Vse povabi na uro pravljic ob jezeru. Razveselijo se povabila in vsi obljubijo, da pridejo. Ko se zberejo ob jezeru, posedejo z žabami in Nili za velikim kamnom, kjer jih veter zagotovo ne bo pregnal. Nili odpre knjigo in začne na glas brati. Vse živali ji pazljivo prisluhnejo in napeto sledijo. Nekoč je bila mala miška, bere Nili, ki se je napotila v gozd, da bi našla prostor, kjer bi lahko v miru brala. In kar naenkrat je vse tiho in mirno okoli nje. Še veter ne brije več, prav narahlo pihlja čez jezero. Seveda, tudi on bi rad slišal pravljico iz Nilijine knjige. Nasvidenje, otroci.